Če se ti pogovarjaš nenehno s človekom, ki enako razmišlja, je to en blazen dolg čas. Ker govoriti samo s tistim, ki enako razmišlja, je to isto, kot če se ti malce shizofreno zjutraj postaviš pred ogledalo in se pogovarjaš s svojo lastno podobo v ogledalu. Nič novega ne izveš. Ti moraš iskati izzive v pogovoru z drugače mislečimi. In tudi jaz, recimo, v teh mojih knjigah, ki jih si upam reči, pozna večina Slovencev, jaz sem se večinoma pogovarjala z ljudmi, ki so iz drugih mehurčkov, ki drugače doživljajo, ki imajo, bom rekla, druge poglede na svet. In kaj mene to popolnoma nič ne zanima, kako živijo ljudje, ki pač zjutraj ob 5:30 vstanejo, spijejo kavo in potem počnejo enake stvari kot jaz. Zakaj bi se jaz poglabljala v že doživeto, v že videno, v že občuteno? To, kako živijo tisti, ki razmišljajo drugače. Veste, in mi se tega ne zavedamo, ker mi silimo tudi družbo, v kateri danes živimo, to je družba mehurčkov. In to je družba, ki pojma nima, zlasti ti, ki recimo živijo v mestih, pojma nimajo, kako živijo, razmišljajo, delujejo ljudje, magari recimo v Žireh, od koder jaz prihajam.